lahko vidiš južni otok Nove Zelandije, ampak pot do sem je bila kar dolga. Pot naju je namreč vodila vse od Aucklanda do Wellingtona, kar nama je vzelo dobrih 14 dni. Povzetke iz te poti si lahko ogledaš med dodatnimi vlogi v članstvu najinega kanala, danes pa nas čaka prvi stik s prečudovitim južnim otokom. In pa itak, da bova s tabo delila tudi koristne nasvete, pač kako rezervirati ta trajekt. Dobrodošel v novem vlogu prigod iz Nove Zelandije. Vkrcala sva se na trajekt in evo, zdaj je v bistvu pred nama 3 ure pa pol dolga vožnja, da prideva iz severnega na južni otok. Pač ja, dejansko je kar dolga razdalja, trajekt pa je zelo drag in pa tudi ful zaseden. Določeni popotniki so me malo prestrašili in so pač rekli, da je ful težko priti na trajekt, da moraš ful manevrirati pa paziti na avto. Ampak ne vem, midva sva imela ful srečo, pač ker imava velik camper van, so naju dali krkeh kamionom, tako da sva sam na direkt zapeljala, pač nobenih problemov, nobenega manevriranja, tako da je bilo pač vse skupaj ful na easy. Vam pa zdaj pustiva tukaj posnetek, kako so se midva ukrcavala. Po 300 metrih se držite leve na razcepu. Leve na razcepu, aha, še naprej skozi greš. Please follow commercial passenger. Okay. Treba je tele... Passenger check-in, ne, vehicle check-in, lej, takole mora biti. Ja. Po teh, a vidiš, commercial trucks, po mojem moraš to Maurica slediti. Maurica? Maurica. Po manj greva kar za tempo povabršla. Ja, po moje tudi. No, kaj sprašuj? Na trajekt greva. To bo še pestro tam manevrirati. Ja, čisto nas na nulo so nas parkirali. A sami lepi kemperčki okoli naja, a ne? Sami lepi kemperčki okoli naju. Kdaj prišli sem in boste hoteli iti na ta trajekt, ne imeti v mislih, da je to hrvaška jadrovnina. Namreč tukaj ni tako, da pač prideš in greš kar na trajekt brez česarkoli. Zelo hiter je razprodan in karte je obvezno treba kupiti vnaprej. Vse skupaj gre nekako tako, pač prej, ko kupaš karte, ceneje so. Če jih kupaš last minute, bojo pač itak najdražje. Je pa v bistvu tudi tako, da v visoki sezoni, se pravi, ko je poletje, torej od decembra do februarja, so karte dražje. In ja, zdaj je že pač začetek decembra, tako da malo so bile tudi dražje zaradi tega. Mi da sva kar veliko odštela za njih, sva pa jih kupila en teden prej, tako da sva imela še srečo, ker sva slišala od popotnikov lih januarja pa februarja jih je baje nemogoče zadobiti, tako da se jih res splača kupiti vnaprej. Midva sva za karte odštela $460, pa dobila sva v bistvu pol še 10% popust, zato ker sva pač člana AA-ja, tako da to je ful dobra stvar, če si pač tukaj za dlje cajta. Je pa v bistvu v tej ceni, se pravi 2 osebi pa camper van, se pravi ne en kombičko. Vinko! Vinko da kombičko! Ja, se na tej točki bi mogoče omenil še eno stvar in sicer te membershipi in kartice s popusti se dejansko tukaj res plačajo. Prav, brestuje se, ja. Ja, ali dobiš cene, ja, ferije, ali ne vem, že v 2 trgovinah ti kar dajo denar, kao ja, zdaj je glih, ne vem, božič, pa $20. Kar talamo $20, ja. ja, tako da te kartice se vam kar splača narediti. Podjetja, ki vas pa lahko prevažajo iz severnega na južni otok in obratno, sta pa 2, in sicer Inter Islander, na katerem sva midva zdaj, in pa Blue Bridge. Pač midva sva malo prebrala, kaj je razlika med njimi, cene so več ali manj tam, ampak v bistvu Inter Islander je ful večji trajekt, tako da je tudi lažje gor priditi, pa več odhodov je v enem dnevu, medtem ko Blue Bridge je pa manjši trajekt, pa v bistvu, če je slabo vreme, ga večkrat skenslajo, tako da pol v bistvu trajekt ne voz. Jaz sem bil ves pameten, da imamo ful lep morje, da nas nič ne gunca. Ampak ko pa ustaneš? Prav tako greš gor, pa dol.
Si ni čuden, da so posod vrečke naštela, če ti je slabo. Neči si virtual. Ful je čuden. Ampak ja, ko sediš, sploh ni čuden. Se malo čudiš samo. Po moje, ker si eno z ladjo, Ja, veš. zdaj pa po svoje. So rekla, da gremo probat, če imajo kaj dobrega za jesti, Pravijo, ne? da imajo dober zajest na tem projektu, tako da greva probat. Neka menza je, tako da bejš. Menza je bila dejansko kar v redu, tu cene ne preveč nabite. Smo se pa v mestnem času že približali južnemu otoku, ki smo ga tudi prvič uzrli. Ladja je nato vstopila v fjord, po katerem smo se počasi premikali do mesta Picton, kjer je bilo tudi pristanišče. Plovba je bila mirna, vreme lepo in lahko smo občudovali prve lepote južnega otoka. Čeprav so naju kasneje na najini poti čakali še večji in bolj veličastni fjordi v nacionalnem parku Fjordland, pa je bil tudi ta izredno posebno in svojevrstno doživetje, saj je bil le prvi. Po izkrcanju sva se odpravila v mesto Blenheim, kjer sva imela prav poseben opravek. Danes imamo pa po mojem najlepše prenočišče na celi Novi Zelandiji. Po mojem ste nama vsi fauš. V glavnem, danes sva avto peljala k mehankarju, da ga je pregledal, servis naredil, pa nekaj popravil. In jutri peljeva na enega kombičkota k električarju in sva se zmenila, da spiva kar pred njegovo delavnico, pač zakaj pa ne. Ponudil se je, v mestu itak ful ni izbira za spat. Ko sva že včeraj šla tako izven mesta, pa sva se pol vozila nazaj. Tako da, zakaj ne bi spali pred delavnico od električarja? Lušten. V glavnem, najboljš fora vsega tega je, da imamo midva gurmansko razvajanje in tak lep cheeseboard pred mehanično delavnico in tudi spala bova na tej mehanični delavnici danes. Tako da jutri zjutraj ob 8, ko odprejo vrata, sam zapeljeva kemperja noter. Čak, vam pokažem. Tak smooth shot z najlepšim ozadjem v ozadju. Električar je rekel, jo pridite pa k meni spat, pa sva prišla. Pred kratkim sva se povezala z novim sponzorjem tega kanala, saj verjameva v njihovo vizijo in to, kaj počnejo. CryptoUnity je slovensko podjetje, ki razvija svojo platformo oziroma aplikacijo, ki bo istočasno menjalnica kriptovalut, medij za najnovejše novice v kriptosvetu in kar je za naju najpomembnejše, so tudi učna platforma, kjer se lahko čisti novinci izobrazijo o kriptosvetu, za katerega verjameva, da bo še velik del naše kolektivne prihodnosti. Za tiste, ki ste čisti novinci, vas vabiva, da se udeležite tudi njihovih brezplačnih izobraževanj. Link z več informacijami spodaj v opisu videa. Za vse izkušene kripto navdušence, ki veste, kaj počnete, imate pa zdaj super priložnost, da kupite slovensko kriptovaluto CAD pri CryptoUnity. Majčkaj si še sami pogooglejte v projektu, da boste videli, o čem se gre in da lahko naredite pameten nakup. Midva vam pa lahko pomagava z eno promokodo, tako da napiš PC10 za 10% dol pri nakupu. Link tudi spodaj v opisu. Po najinem mnenju bo kripto en velik del naše kolektivne prihodnosti, vsaj v neki kapaciteti. Zato vam toplo polagava na srce, da se že danes o tem svetu izobražujete. In kaj je lepšega, kot se učiti zahtevne tematike v materinščini? Hvala CryptoUnity. Linkota so pol zrihtali, midva pa so končno lahko zapustila mesto Blenheim in se odpravila naprej po neverjetno krasni vzhodni obali, kjer naju je ves čas spremljal ocean. Končna destinacija pa Timaru, kamor sva si šla pogledat pingvine, ampak to nas čaka že v naslednjem vlogu. Sva se pa predtem morala ustaviti še v enem manjšem mestecu, da sa pot razbila na bolj znosne razdalje za potovanje. Sva se odločila, da ne morava samo uživati, da morava jeti vsaj unih 10.000 korakov na dan narediti, tako da greva do mesta, ampak malo se temni, tako da Pa dolga je do mesta. skoraj 4 km v eno smer, se pravi 8, ta kar huda. Tako da so rekla, da mi da štopa do mesta. Pač štopa do mesta, pa poj nazaj jeti peš. Jaz sem bil tak priden otrok, nikoli v življenju nisem štopal, tako da tole je zgodovinski trenutek v življenju Ponča. Prvič štopa na Novi Zelandiji pri svojih skoraj 30 letih. Še enkoli ni štopal, Ponč. Ne, A ti to resno? ja, O moj bog, vse enkrat prvič. mislim, saj ne da bi se jaz spomnil, ampak moje res še nisem. No. Ampak je pa Nova Zelandija ful fajn za štopati, ljudje so zelo prijazni in pa pač to tukaj ful delajo, tako da.
Dajmo nekoga uloviti. Thanks for picking us up. You're actually the second car that passed, and we have luck. But that's New Zealand for you. It's actually my first time hitchhiking. Yeah. It is. I think it's okay in New Zealand. It's normal here. Razlog, zakaj so šla v mesto na štop, je, da sva ujela še ta zadnji odprt sladoleden place in sicer sva šla na Real New Zealand Ice Cream. Real fruit. Real fruit, ja, to je neka posebna vrsta sladoleda, ki se dela v kombinaciji s sadjem in vaniljom v sladoledem. Kakšna se ti zdi? Meni je najbolj primerjava, da bi smuti naredil, pač sadem smuti, sam bi dal, ne vem, na mis banan bi dal vaniljev ice cream. Pač Ja. Dober drugače. Zanimivo, ja. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Pa smo prišli do konca še enega poglavja zgodb iz Nove Zelandije. Hvala za ogled in ne pozabi se naročiti na najin kanal, saj v naslednjem vlogu zakorakamo v vsaj za naju najlepši del Nove Zelandije. Deželo ledeniških jezer pod veličastnim Mont Cookom, najvišje gore Nove Zelandije. In seveda, kdo bi pozabil na najmanjše pingvine na svetu. Do takrat pa po maorsko, kakiteano! Yeah, I keep trying.